Spoštovani sobratje, spoštovani vsi, ki to molitev spremljate preko zaslonov in molite skupaj z nami, to devetdnevnico, izredno devetdnevnico, ki jo moli celotna salezijanska družina po vsem svetu na povabilo in pobudo našega vrhovnega predstojnika. Molimo v zaupanju, da nas Marija posluša, da je njena beseda pri njenem sinu močna in da nas bo uslišala in nam pomagala. V tem smislu, oziroma kot spodbudo, naj na začetku preberem dogodek iz Boskovega življenja. Takole pravi: Jožef Vespinjani je zelo zbolel. Upanje na ozdravitev je pojenjeno. Don Bosko ga je blagoslovil in ga s tem rešil. Takole Vespinjani opisuje dogodek. Kri se ni ustavila. Bljuvanje krvi se je ponavljalo. Prinesli so mi sveto popotnico. Bolničar me je prosil, naj se ga spomnim v raju. Izročil sem se v pričakovanju zadnje ure. Nekega popoldneva sem pred vrati zaslišal Don Boskove korake. Potrkal je, odprl in vstopil. Želel je videti, kako se počutim. Oddal sem prošnjo za odhod misijone v Ameriko. Odšel sem in se tudi vrnil. Še boste šli. Dal vam bom blagoslov Marije Pomočnice, pravi Don Bosko. Podelil mu je blagoslov Marije Pomočnice. Tisti trenutek se je kri ustavila. Kašelj je kot po čudežu izginil in prebudil se je apetit. Počutil sem se kot prerojen. Danes nam papež Frančišek pravi, oziroma danes je takole spregovoril: v teh dneh preizkušnje, ko človeštvo trepeta pred grožnjo pandemije, bi rad predložil vsem kristjanom, da združimo svoje glasove in jih usmerimo v nebo. Vabimo vse cerkvene poglavarje in voditelje krščanskih skupnosti, skupaj s vsemi kristjani različnih veroizpovedi, naj se obrnemo na najvišjega, vsemogočnega Boga in skupaj istočasno zmolimo molitev, ki nas je naučil naš Gospod Jezus Kristus. Vabim torej vse, da zmolimo večkrat na dan vsi skupaj Oče naš, naslednjo sredo 25. marca popoldne. Na dan, ko se mnogo kristjanov spominja oznanila Devici Mariji, o človečenju besede, naj Gospod prisluhne enodušni molitvi vseh svojih učencev, ki se pripravljajo na praznovanje zmage ostalega Kristusa. Na pandemijo virusa želimo odgovoriti z vseobsežnostjo molitve, sočutja, nežnosti. Ostanimo povezani. Naj začutijo našo bližino tisti, ki so najbolj osamljeni in preizkušeni. Našo bližino naj začutijo zdravniki, zdravstveni delavci, medicinske sestre in medicinski brati. Našo bližino naj začutijo oblasti, ki morajo sprejeti trde ukrepe, tudi za naše dobro. Našo bližino naj začutijo policaji, vojaki, ki se trudijo na cestah vedno ohranjati red, da se izpolni stvari, ki jih zahteva vlada za dobro vseh nas. Bližino naj začutijo vsi. V tej molitvi prosimo tudi za prebivalce Hrvaške, ki jih je danes zjutraj prizadel potres. Gospod naj jim da moči in solidarnosti, da se bodo lahko soočili s to nesrečo. Ob molitvi, s katero prosimo, da nas Bog na Marijino priprošnjo reši vsega hudega, bi bilo nevarno,
če bi Boga klicali na zagovor za vse, ki so kljub naši molitvi že umrli. Številnim zdravniki niso mogli pomagati. Telesa številnih so bila prešibka, da bi prebolela bolezen. Lahko se ob tem sprašujemo in Boga kličemo na zagovor. Bog, kje si? Ali ne molimo? Ali nas ne slišiš? Ali nam Marija ne pomaga? Največja pomoč in največja zmaga nad vsemi boleznimi nam je že bila dana, ko je Jezus svojo smrtjo in stojenjem za nas ponovno odprl rajska vrata in nam je dal večno življenje. Bratje in sestre, ki so umrli kljub naši molitvi, da bi živeli, v resnici živijo pri Bogu in odvzeto jim je trpljenje. Učinek naše molitve za zdravje je tudi notranje ozdravljanje oziroma spreobrnenje. Jezus je ob zunanjem ozdravljanju skoraj vedno podelil tudi odpuščanje grehov. Tudi v evangeliju današnje nedelje, ki govori o sleporojenju, nas Jezus usmerja, naj ne gledamo samo na telesno bolezen slepote, ampak nas opozarja na še hujšo bolezen, na duhovno slepoto. Če nas Bog pusti čakati v naših molitvah in nam ne odgovori takoj, nam hoče dati še več in nas hoče še bolj približati sebi. Svoje zaupanje do njega izrazimo z molitvijo Oče naš. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelej nas v skušnjavo, temveč reši nas pred grehom. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Matka Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Spomni se, o premila devica Marija, da še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki je po tvoje varstvo pribežal. Tebe pomoči prosim in se tvoje priprošnji priporočal. S tem zaupanjem hitimo k tebi, o devetdnevica in mati. K tebi prihajamo in pred teboj vzdihujoči grešniki stojimo. Nikar ne zavrzi, o mati, besede naših besed, temveč milostno nas poslušaj in usliši. Amen. Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušeni. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni čisto zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo svetlijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, zdravje bolnikov, prosi za nas. Sveti rok zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi Božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Hvaljeno in češčeno naj vedno bo presveto večne telo, slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj
Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala.